Mario Magajna, tržaški fotograf, ki je skozi več kot 30 letja beležil in ovekovečil politično, kulturno in športno življenje ter vsakodnevne dogodke slovenske in italijanske skupnosti v Trstu. Fotograf, čigar dela so primerljiva z deli svetovno priznanih fotografov, kot so Robert Capa ali Henri Cartier-Bresson. Mario Magajna je zaradi svojega dela in vpetosti v družbo postal znana in priljubljena osebnost v vseh tržaških krogih. Rodil se je 12. oktobra 1916 v Trstu. Svojo fotografsko pot je pričel v laboratoriju Fotoradiotika, kjer je bil zaposlen med leti 1930 in 1939. Med drugo svetovno vojno pa je v glavni tržaški bolnišnici fotografiral kirurške posege in sodeloval z Osvobodilno fronto. Leta 1944 je dokumentiral zavezniško bombardiranje Trsta, maja 1945 pa prihod jugoslovanske partizanske vojske. V tem času je začel svojo fotoreportersko kariero in sodelovanje s Primorskim dnevnikom. Njegov fotoarhiv, ki ga hrani odsek za zgodovino Narodne in študijske knjižnice v Trstu, vsebuje več kot 300 000 posnetkov, od katerih je bilo okoli 50 000 objavljenih. Upokojil se je leta 1977, a je sodelovanje s časopisom nadaljeval do leta 1993. O Magajni smo se pogovarjali tudi z Andrejem Furlanom, strokovnim sodelavcem Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU v Ljubljani. Ja, kot večina zamejcev oziroma Primorcev, Tržačanov, Goričanov iz tistih let, ki so iz prejšnjega stoletja, sem imel to čast in to srečo, da sem ga spoznal. Najprej že kot otrok, ker znano je, oziroma pri nas je Mario Magajna tako napol mitološka figura, ki je spremljal vsakega od rojstva do smrti, ne? In je bil venomer prisoten v vseh možnih kombinacijah in scenah in priložnostih. Tako mene je prvič slikal na enem košarkarskem turniru, ko sem imel 5 let in sem bil celo objavljen na Primorskem dnevniku. Torej športna fotografija. Potem pa z leti sem ga spoznal tudi osebno, tako v arhivu, kjer je on svoje fotografije in negative dnevno pregledoval, kot tudi pri pripravljanju razstav. Večkrat sva sodelovala, saj je Mario Magajna že za časov svojega življenja imel to srečo, da je ogromno razstavljal in tudi bil aktivno soudeležen pri izboru fotografij. Mario Magajna pa je bil tak mojster fotografije in tudi kot človek, ki je vedno vsakega pustil zraven. Ni bil tako tip, ki bi odganjal ljudi ali da bi svoj poklic postavljal na nek pedestal, ampak kot je sam rekel, da on fotografuje pomeni tako, da on bo s fotografijo naredil vse, kar lahko za svoje ljudi, za svojo manjšino in jim podaril kose zgodovine. Večkrat je on podavljal, da je fotografija mnogo bolj močna kot beseda, kot pisana beseda in da njegove fotografije bodo del zgodovine oziroma bodo sestavljali tisti mozaik dogodkov od povojnih let do 80 let. Čeprav je že pred koncem druge svetovne vojne, pred tistim usodnim 1. majem, že kaj fotografiral, že kaj poskušal, o tem vemo bolj malo, razen par osebnih albumov, je takoj ob izbruhu in ob tistih dnevih osvobajanja Trsta vzel fotoaparat, šel na cesto in začel slikati. In tako se je zaveroval malo tej profesiji fotoreporterja
in zabeležil te prve trenutke od predaje Nemcev do zadnjih strelov do slavja. Takrat je hitro zatem pač bil vabljen, da sodeluje oziroma da vstopi v vrste Primorskega dnevnika in postane fotoreporter. Treba je tukaj povedati, da Primorski dnevnik v tistih časih je izhajal na 4 listih, potem na 8, ampak da je bilo zelo malo fotografij noter. Kljub temu imamo v arhivu v tistih prvih letih neverjetno število fotografij. On je zabeležil vse. Od pogrebov padlih partizanov, od žalovanja žrtev, od veselja osvobojenega Trsta, od delovanja recimo te renesanse slovenstva v Trstu, to spodbujanje gledališča, spodbujanje pesmi, manifestacije, odziv Trsta na to slovenstvo, na vse skupaj, na prve manifestacije proti slovenstvu. On je zabeležil vse. Zelo metodično, zelo zares z veliko natančnostjo, zelo prav metodologijo dela. Kljub temu, da ni bil šolan, ne? On je prav v bistvu nagonsko dojel, da on ustvarja s tem kolektivni spomin ene skupnosti. In to tudi poudarjal potem z leti. Ampak on se je zares zavedal, da je fotografija zares tisti medij, ki nam bo ponudil zares en kolektivni spomin. To spomin, fakte, dejanja, nespodbitne dokaze o obstoju, čeprav vsi rečejo, fotografija laže, ampak kot je rekel en fotograf, če fotografija laže prav, ampak jaz ne lažem, ne? V bistvu oko je tisto, ki slika in srce in glava. Tako da mogoče fotoaparat lahko tudi laže, ampak oseba, ki je za fotoaparatom, ne laže. Mario Marajna pa sigurno ne. Mario Marajna že v tistih letih odkrije, da mu ta medij ponuja tudi ene trenutke, ki lahko izraža samega sebe. Na začetku pokrajine, situacije, krajine, arhitekturo, portreti ljudi, skupine, otroke, kot sem rekel, ki po žanru ne bi spadali prav v eno novinarsko fotografijo, razen če teh fotografij kakšen urednik ali novinar ne uporabi kot polnilo oziroma kot en estetski trenutek v časopisu. Ampak Primorski dnevnik tega še ni imel, ne? Ni imel toliko strani. Treba je pa povedati, da nasplošno za fotografijo v tistih letih v Italiji se dogajajo zelo pomembne stvari. Ne? Fotografija v teh prvih povojnih letih, fotograf od obrtnika postane avtor. In fotografija v časopisu od tega, da postane komentar dogodku, postane nosilna lahko. In to je velik premik v fotografiji in se dogaja tudi pri Mariu Marajni. Nedvomno je on imel v rokah revije kot Il Mondo ali Life, takrat pa so bili Angloameričani v Trstu, je sigurno imel fotografijo od Life in to se pravi, vsi veliki fotografi Manjuma so bili tam zastopani od Henrija, vsi so bili Kape do Seymourja in sigurno, če se ni zgledovali, vsaj imel občutek, da fotografija pridobiva na pomenu. In recimo temu v prid lahko omenimo tudi dejstvo, da on je doživel svojo prvo razstavo leta 1951, spravi 5 let potem, ko je fotografiral, in to v galeriji Skorpione, ki je vodil Lojze Spacal. To spravi, da umetnik Lojze Spacal je dovolil fotografiji, kar za tisti čas ni bilo normalno, da vstopi v galerijo. Ne? In da vstopi tudi Mario, so se zapoznali in tako, ampak tudi točen seznam fotografij, ki so bile razstavljene, nimamo, nekaj jih imamo, nekaj so bile tudi potem ponovno razstavljene v Jakopičevi galeriji in Palaci Gobčević. To so fotografije, ki sta jih verjetno naredila skupaj zbor.
ki spet odražajo tako malo bolj, recimo, estetsko bukoličen trenutek, tako malo bolj krajinsko, malo bolj tako naiv, bi rekli, ne. V tistih letih je slikal že mnogo bolj napredne in sodobne fotografije, ampak verjetno ni bil še čas za to. Potem pa je Mario zares bil tako sposoben, da je med eno tekmo in drugo ali med enim koncertom Primorske poje in eno godbo na Pihala uspel še narediti en portret, eno skupino otrok, ki se igra z frnikulami ali karkoli, in to je bil po mojem tisti trenutek, ko je malo odmislil poklic in dal prostora svojemu, recimo, estetskemu čutu in tako. Čeprav tudi pri novinarski fotografiji njegov estetski čut, tudi če gre za strogo novinarsko fotografijo, se vedno čuti ena strogost v kompoziciji in tako. Sicer v prvih letih ni bil prav, je tudi on se iskal, no, predvsem pri športu, recimo, ki je zares težavno, ali pri kakšni drugi situaciji, ampak recimo pri portretiranju ali pri scenski fotografiji, ne, je on vrhunsko izvajal fotografije. Zdaj, kar se tiče pa katere teme so mu bile bliže, v bistvu ni teme, ki on ne bi zaobjel v svojem arhivu. Tukaj, ne vem, sam sem pregledal cel arhiv in zdaj so omenil otroke, ampak šport vse. Od boksa do kolesarja, do kolesarstva, do nogometa, do neverjetnih športov, ki verjetno vse. Potem so recimo, on je vedno šel na premiero vsake nove igre v Slovenskem stalnem gledališču, slikal vse like, kostime, sceno, par prizorov iz scene in par prizorov iz igre, in mi imamo neverjeten arhiv vseh gledaliških iger, z vsemi liki. Tudi za gledališča, ki niso bila v sklopu Slovenskega stalnega gledališča, kakšno gledališče društveno, tudi tisto je slikal. Potem imamo cel kup fotografij, recimo teh poklicov, imamo manifestacije, imamo politično delovanje, imamo recimo, ker smo v Kopru, tudi v tistih prvih letih cel kup fotografij jih je naredil v Kopru, Izoli, Piranu, v recimo eno reportažo o Arigoniju v Izoli, eno reportažo Vina Koper, reportaža, to ni kot zdaj pojmenovano 1000 fotografij, ne? 12 fotografij, vse objavljive, vse perfektne, in tiste bi lahko še zdaj bile odlične za reklamo, ne? Tako da tudi premikal se je, radoveden je bil. To pa zares radoveden in neustavljiv. Govoril sem s njegovim kolegom Šerhausom, ki je takrat tudi bil v Trstu, sicer kot snemalec, in je rekel, da oni so spali 3-4 ure na dan. Ne? Oni so fotografirali, šli v redakcijo, razvili fotografiji, dali v uredništvu, potem počakali, da izide časopis, spali par ur in spet na cesto, ker, kot so sami rekli, vsak dan je ponujal nekaj novega. Takrat je vse vrelo. Tam je nastajala ta železna, ta zid med vzhodom in zahodom, med bloki. Tukaj je vse vrelo, tukaj Trst, Gorica, to je bilo problemi razmejitve, razseljeni, priseljeni iz Istre. Dogajalo se je ogromno in fotoreporterji kot Šerhaus, Magajna, pa še nekateri drugi, tudi na italijanski strani, niso hoteli zamuditi niti trenutka. Ne. To je bilo. In zato, da bi rekel, njihove fotografije so v glavnem, ne vem, otroci, in to ne moram reči, ker to je zares ni tebe, ki ne bi on pač zaobjel svoj objektiv. V tistih prvih povojnih letih je bilo
delo fotoreporterstva zelo pomembno. Ne samo v Trstu, ampak na splošno. Prihajali smo ven iz druge svetovne vojne. Ljudje so rabili dve stvari. Spodbudo k ustvarjanju nove družbe. Po drugi strani so nujno rabili enega pričevalca dogodkov, da se to realno dogaja. Ne pozabimo, da smo bili v 30 let bili priča manipuliranju, propagandi, podobla kot propaganda, fotografija usmerjena v enoumje in tako novinarji kot novinarske hiše kot fotografi so se zavedali, da je zdaj prelom, da je zdaj treba to razbiti, da je treba dati ljudem pač eno svobodo izražanja in tudi svobodo, da vidijo, kaj se dogaja, brez manipuliranja. Toliko bolj za en Primorski dnevnik in za družbo, pač narodno skupnost, ki je imela prepoved uporabe slovenskega jezika, popolno pač uničenje socialnega, družbenega življenja in ta nov preporod, ta renesanso, ta odpor do tistih let fašizma, je bilo treba zabeležiti. V tem je tudi vloga Marija Magajna v tistih prvih letih. Dokumentiranje tega, kar se je dogajalo, od kriznih trenutkov, razmejitev, pogajanj, manifestacij, smrti, tudi po vojni, raznih atentatov, do spodbujanja s fotografijo in pač z novinarsko fotografijo k nastajanju nečesa novega. Enega ponosa, enega zavračanega strahu tudi. Marsikdo pravi ali pove, da si še leta ni upal iti s Primorskim dnevnikom v mesto ali govoriti slovensko po tržaških ulicah. To so bile travme, to nisi mogel premostiti tako. In nedvomno Primorski dnevnik je imel v tistih letih zelo pomembno vlogo. To, da so lahko ljudje brali, ampak da so brali o svojih ljudeh, ne? Da so brali o tem, kako nekaj novega nastaja. Pa tudi koliko se je vložilo v kulturo, ne? Koliko igralcev je prišlo v Trstu v slovensko stano. Najboljši slovenski igralci v bistvu so bili tukaj, so bili v Trstu, niso bili v Ljubljani. Pač ponovno so se ustvarjala društva, šport, recimo. Kako je šport tako je cvetel, ne? Kako in tudi vloga Marija Magajna je tudi v tem kontekstu, ne? V kontekstu tega, da je tudi on s svojim fotografskim doprinosom spominjanja, kot smo prej rekli, ponudil ljudem, da so lahko ponosni, ne, na vse to, kar se dogaja, dela. In ogromno se je delalo, ne. To je vse vrelo je, mladina se je zbirala, prvomajske, te telovadne akademije, vadli, pa obnova vasi tudi, ne. Koliko slik je tudi ko obnavljajo hiše, ceste, udarniško delo, brigade, ta angažma mladih, tako se otresti tega obupa in se otresti tega jarma, ne, in zaživeti, ne. In njegove fotografije kljub temu logično vekovečijo tudi tragične trenutke povojnega Trsta, tudi imajo velik naboj, ne, ta narodnostni naboj, ne. In on se je tudi tega zelo zavedal, ne. On ni nikoli tako se hvalil s čim, ampak vedno rekel, da on je za svoje ljudi naredil, kar je lahko, in on je znal fotografirati, to je bil njegov jezik in je zato s fotografijo to naredil, ne. In to je bil prepričan in tudi zelo, zelo ponosen, ne. Pa tudi priznali so mu, ne, s tem, da so, ne samo s tem, da so ga imeli radi, da so ga sprejeli in to, ampak
tudi z objavljanjem, to, da so mu razstave organizirali, da so ga stalno vabili. On je bil neverjetno, ko smo gledali fotografije, smo recimo ugotovili, da je celo sodeloval na fotonatečajih, kakšnih društv. Ker je hotel biti zraven, on je hotel biti del tega. On ni bil opazovalec, on je bil akter. On je na teh fotografijah ni ta novinar, ki je voajer, ki je od zunaj slika in pač jaz sem končal, ker sem to slikal. On je del dogajanja. On so udeležen v tem, kar se dogaja na sliki. On je del slike in to je potem, tudi to opaziš, ko vrednotiš fotografije. Koliko je ta angažiranost v samem fotografiranju. Velja tudi za sodobno fotoreporterstvo. Ta angažiranost, če čutiš, da je fotograf noter v zgodbi, da ni le opazovalec, potem ti cel opus postane malo bolj tako na drugih raste na drugih tleh, je bolj zakoreninjen. In tudi recimo, ko je Mario zahajal bolj oddaljeno, v Beneško Slovenijo in tako, prav vidiš to veliko spoštovanje, to željo po dokumentiranju, željo po vekovečenju ljudi, situaciji, prostoru tudi. Ni bil krajinski fotograf, ampak on je tudi ta prostor slikal. Ne govorim prav arhitekturni fotografiji ali kaj takega, ampak recimo, da ko pride v Benečijo, da slika te ulice, da slika prostore, da slika kuhinje, bivanjske prostore, recimo. To je, opaziš, da mu je mar, da zabeleži, da ustvari te zgodbe. On se zanje ne samo ustvarja zgodbe, ampak tudi prenese v podobo zgodbe svojih ljudi. In to je tudi tako ta njegova pomembnost v tem bolj zgodovinsko-socialnem pomenu, ali družbenem kontekstu. Napetih situacij je bilo kar nekaj. V bistvu je bilo tako, ene so imeli potem en razvoj malo bolj tako simpatičen, ene pa manj. Treba je povedati tako, da tako on kot Šeljhaus sta bila v prvi bojni liniji, sicer malo odmaknjena tako, ampak njih so ščitili pristaniški delavci in oni so bili na tej strani. Zdaj, drugi fotoreporteri so bili pa na drugi strani. Jih so popravili policija, pa drugi, pa Čerini in to. Večkrat se je zgodilo, recimo Marjota so enkrat napadli s pendreki, policija, in so mu hoteli vzeti fotoaparat in ga razbiti, oziroma mu uničiti fotografije. On je zavihtel fotoaparat in ga vrgel čez zid, ker je bil to zid, ki je mejil med cesto in prosvetnim domom na občinah. Je tisti fotoaparat pristal v roke domačinom, ki par ur kasneje so Marjotu dali spet fotoaparat, da je lahko tiste slike razvil in objavil. Marjo je tudi pomagal kakšnim fotografom, da jih je dal na varno, peljal na Primorski dnevnik, ki je bila nekakšna trdnjava pri Svetem Jakobu, in so tam razvili fotografije in jih potem objavili, recimo. Ena bolj taka, bolj vesela ali ležerna situacija je bila, ko vsekakor takih napetih trenutkov ni manjkalo. Mislim, so bila napeta leta, tudi ko je šel slikati te neofašistične manifestacije. Vsi so ga poznali, da je on pač slovenski fotograf, to ni bilo tako lahko. Pa ni se skrival in tako. Tudi ni bil tip, ki bi šel prvo vrsto in sliko portret. Se je znal premikati. Bila pa ena situacija, on je imel nekako ene obveščevalce na kvesturi, in če se kaj dogaja, so ga klicali prometna nesreča ali tam gori in je šel.
To ob vseh urah, po noči, po dnevi, kadarkoli, ne. Ampak enkrat dobi klic, ne, da prejme klic, da Jovanka kupuje čevlje v Trstu, ne. In on fotoaparat gre, ne, misli, Jovanko bo jaz slikal. In res jo slika, medtem ko ona odhaja, ne, in tako malo, tako, ena taka slika, ne, in logično objavi, ne, Jovanko v Trstu, tako. Potem pride pa vlak s Titom in z Jovanko v Trst, mimo Trsta, in so bili vsi fotoreporteri in Tito pride k oknu, ne, reče, če je tukaj fotograf iz Primorskega dnevnika, in Mario reče, sem jaz, ne, rekel, a si ti tako slabo sliko, Jovanko, je rekel, ja, ne, tak. Potem je rekel, Jovanka dođi, rekel, zdaj pa slikaj in pokaži Trstu, kakšne lepe oči ima moja Jovanka. In potem jih slikal še enkrat in potem tisto objavil. Poklon. Sicer s Titom se je večkrat srečal, ga je večkrat slikal, enkrat takrat v Vipavski dolini, ko je bila ta ogromna manifestacija v začetku 50-ih, potem mislim, da celo na Brionih, da ga je slikal enkrat celo s fotografskim aparatom v roki Tita, tako da teh osebnosti je slikal ogromno, od princes do filmskih igralcev, mislim, karkoli se dogajalo v Trstu, on je bil tam. In glede tega tudi to velja poudariti bolj anekdotično, ampak sem sam doživel, ko je bila kakšna predstava, ko je bilo kaj v kakšnem društvu, ko je nastop kakšnega zbora, se je čakalo Mario. Ko je prišel Mario na vrata, se je rekel, začnemo, je prišel Mario. Prišel Primorski, prišel Mario, lahko začnemo. In se ni začelo. In potem, ko je prišel Mario, on tako, gospod, je imel vedno tako v Rekelcu, je imel kakšen tam robec, ja, ko je prišel pač v sobe, on je vzel stolico, je dal robec, potem je stopil gor, fotografiral, spravil robec in šel. Ja, to je bil gospod. Tako. In tudi za druge italijanske fotografe v Trstu, on je bil gospod. On je imel, je bil eden redkih fotoreporterjev, ki je bil v plači. Ne? On je bil freelancer, on je bil v plači. Dva, kakšenkrat je imel celo avto, ne? Kar v tistih časih ni bilo, vozil se je tudi s kakšno Vespo in tako. Ampak ja, je bil za druge fotografe tako zelo spoštovan in tudi tako, potem z leti tudi starosta, ne? In ja, tako, tudi njegove fotografije so bile tako zelo cenjene tudi pri drugih časopisih, ne samo pri Primorskem dnevniku. Andrej Furlan je bil poleg Robija Jakomina sokustos razstave Mario Magajna fotograf, ki se je odvila leta 2018 v galeriji Jakopič v Ljubljani. Ko smo pripravljali izbor, ne, tudi malo anekdotično s kolegom, ne, je vsak izbiral svoje preference ločeno. Nisva komunicirala. To je trajalo 6 in več mesecev. In potem sva se pred razstavo srečala in vsak je pokazal, kaj je zbral, ne. In vam povem, da enih dobrih 70% so se ujemale, ne. Ker so zares nekatere slike, ki štrlijo iz vsega tega, ne, ki so tako više. Malo zato, ker vidiš v njih eno veliko sposobnost samega fotografiranja, tako tisti ulovi trenutek, ne, da občutiš trenutek, ki ga takoj pritisne sprožilec, da ga ujameš. Malo ta kompozicijska veščina, kjer vse funkcionira. Ker nič ni preveč, nič ni premalo in polnine, praznine in kadri in vse. To pri njemu je neverjetno.
še nekaj neverjetnega, predem povem, katere slike so mi pri srcu, pa težko bi rekel, katere. Treba je pomisliti nekaj, on je bil eden redkih fotoreporterjev, ki je slikal v kvadratnem formatu, zavedajoč se, da v uredništvu jih bodo urezali. Ne? Tako da je mogel razmišljati, da je kompozicija in v kvadratu dobra, ampak predvsem v vertikalnem oziroma horizontalnem smislu, ne? Da ko jo bodo rezali, da bo mogla funkcionirati. In to je, mislim, to je zares neverjetno. Mislim, to še danes, ko kakšnim fotografom govorim, ne morejo verjeti, potem, ko vidijo fotografije, s kakšnim mojstrstvom je on to uspel delati. Ne? Sicer je tudi priznati, da so mu uredniki kakšenkrat te slike tudi malo masakrirali. Ne? Ampak v bistvu to je neobhodno potrebno, če hočeš objaviti. Ne? Ker itak v formatu kvadrata ne bi objavili nikoli, ne? Ker pač ni bil format primeren za objavo. Ne? Tako da večkrat pri njegovih fotografijah vidimo eno zrcaljenje svetovno fotografijo. Ne? Pogledaš eno sliko in rečeš, to je podobno, ne vem, Henrika Terbeson, ali ne vem, Seymourju, ali Kapi, ali Karteš, ali ne vem. Takoj vidiš eno zrcaljenje estetsko in čeprav ko sem ga večkrat vprašal, tudi Šeljhausa sem vprašal, če so se malo zgledovali po teh drugih fotografih, ne, če so imeli v rokah, ne vem, kakšno revijo, oni so rekli, da niso imeli časa tega gledati, ker pač so fotografirali in so bili stalno na terenu in da niso imeli teh učiteljev. Ne vem, jaz bi težko verjel, malo dvomim o tem. Res pa je, da so te fotografije vrhunske. Recimo med tistimi slikami, ki po mojem imajo eno blazno lepo poezijo, je en otrok, mladenič, ki stoji na enem, prav v centru slike, na enem razmajanjem kamnu in stoji prav v enem takem ravnotežju, morje je okoli njega, tako zelo plitvo, v eno aktovko ima v roki, ali torbo šolsko, tako ena taka črna figura. In potem v morju pa opaziš eno barkico narejeno z papirja, ne? In tako v ozadju pa še en parnik. Ne? Tako en tak, meni se mi zdi Kosovo, tako ena otožnost, nekaj je, kar v bistvu se ti ta podoba zares vtisne v spomin, ne? Ta črna figura, ta obrazek in tako. Ampak takih fotografij, tudi recimo eno športno dogajanje, ne? Lahko dobi ene neslutene kompozicijske elemente, recimo tam je en skok enega telovadca čez enim orodjem in potem v kader mu pride en drugi telovadec in se tako en napol zabrisan obraz, in imaš ta element statičnosti v zraku, ne? In potem ta element dinamike, ki pride čez tako iz desne, tako prav butne noter v sliko, tako nekako zamaje vse, ampak pozitivno zamaje, daje dinamiko in tako. Potem imaš recimo, se spomnim ene slike, ene povorke, tam, kjer je v prvi vrsti so pač predstavniki verjetno sindikatov ali ne vem, ki držijo zastave in potem ponavadi fotografiji se izognejo vedno tem električnim žicam, recimo tramvaja, ne, in on pa tako grejo te zastave v eno špico in tam se potem nadaljujejo zrcalno v teh žicah in ustvarjajo tako eno mrežo med tako eno povezave. Vsi so malenkosti, ne, dobra fotografija je narejena večkrat iz takih malenkosti, iz takih
elementov, ki potem naredijo fotografijo za res mojstrovino, ne. Kakor tista majhna barca z papirja, ne. Skoraj neopazna, ampak potem tako postavijo vse stvari v en red, ne. In tako, ampak tudi pri banalnih fotografijah, recimo, ko slika dva starejša zlatoporočenca pod enim limonovcem, recimo, ne, ena limona, pa ona dva, pa te roke, pa ti detajli, pa malo paziš, kakšne čevlje imajo, pa tako, in ti je potem cela kompozicija nekako vse funkcionira, ne, ta limonovc kot ena svežina, pa njihova telesa, ki so že stara, ampak ki imajo te brazde, ki imajo ene zgodbe, tako, potem lahko s tem napleteš ure in ure, ne, ampak res pri njemu je res ta, jaz svetujem vedno, da če imaš v rokah njegove fotografije, se kar utopiš, no, da greš noter v sliko in iščeš v tistih slikah tudi del sebe, svoje zgodovine, spomine, no, vsezadnje fotografija je 90% spomin, ne. In prav to, da nam Mario Magalj na svojimi fotografijami podari ta trenutek spomina, ne, in spominjanja, ne, se mi zdi tako ena taka, v tej je mojstrovina, ne. Nikoli ni banalnosti, nikoli, sicer v tej 350,000 fotografij, logično, ne morajo biti vse vrhunske, ne, ampak ko smo zbrali, ne vem, več kot 100 fotografij za razstavo, smo rekli, da bi lahko naredili en popolnoma drugi izbor in razstava je bila prav tako kvalitetna. Ne bi, kvalitetnih fotografij je toliko, da brez problemov bi lahko naredili karkoli. Tudi tako ikonografsko, recimo slikal, enkrat je šel na Nadižo v Beneško Slovenijo in je tam slikal enega kosca, ki gre čez Nadižo, ne. In sicer zelo preprosto, ne, ta kosec sredi reke, ta reka, ki se mu okoli nog zvija in potem on s to koso, tako med, v bistvu ne asociraš niti na smrt, to koso, ne, bolj na eno kljubovanje, na eno sožitje in kljubovanje, na eno to željo po obstoju, tako. Mene bolj spominja na enega svetega Krištofa, zareč po pravici. Ampak ja, en tak, pa ta pogled, da, ja, on je tudi zares, to je treba poudariti, ta njegov odnos do ljudi, ne. Mimo tega, da je bil zelo priljubljen, tudi, ker je bil en dober človek. In večkrat on reče, jaz sem slikal in potem sem vprašal dovoljenje za fotografiranje, ne. Pa sem slikal, ko so bili sproščeni, potem se je gospa, vas lahko slikam za Primorski dnevnik, pa navadi so se nastavile. Ampak tista mu ni bila všeč, tista spontana, ja, ne. Tako je malo tudi star volk, ne, je znal. Ampak je imel ta pravi odnos do ljudi, ne, veliko spoštovanje do vseh, in se je znal vedno tako, bil gospod, on je zares imel ta pravi odnos z ljudmi, ne. In to se pozna, ne, pri njemu. Se pozna tudi v fotografijah, ker ljudje so sproščeni. Tudi ko se postavijo, vidiš, da je ena intimna vez med njim in fotografom, ne. Tako da malo kdo ima to sposobnost, ne. Že za časa svojega delovanja in življenja so in društva in druge
ustanove mu organizirale nešteto razstav, manjših, tematskih ponavadi, vedno vezane na delovanje društva ali na kakšno obletnico. Ampak treba je povedati, da recimo se ga je Slovenija večkrat spomnila in mislim, da med ključnimi razstavami je prva razstava, ki jo je on doživel v Jakopičevi, tako malo večja razstava, v Jakopičevi galeriji v Ljubljani. Kustos takrat je bil Primož Lampič. Takrat se je on zavestno skupaj z Marjom Magajno odločil, da bo predstavil samo ozek del opusa, in sicer od prvih fotografij po osvoboditvi od 46 do 54 in samo fotografije, ki so bile objavljene. To se samo fotografije, ki jih je Mario v bistvu videl v tisku. In s tem je hotel Lampič in tudi tako malo vrednotiti to povezavo med njegovim žurnalističnim poklicom fotonovinarja in to vez s teritorijem. Tej razstavi, ki je bila po mojem prelomna in je sovpadala, vsaj mislim, z Bludkovo nagrado za novinarstvo, ki jo je Mario Magajno prejel, je potem so se začele zvrstiti že prve razstave. Ključna tako je bila po mojem antološka razstava v palači Gobčević v Trstu ob 100-letnici rojstva 2016. Mario je rojen 1916. In ta razstava je bila zastavljena kot večplastna in je hotela vsaj v očeh kustosov in organizatorjev predstaviti to dvojnost Magajne. Na eni strani njegova zaverovanost v fotografijo kot novinarski medij, kot pričevalec vsakdana, kot verodostojni vir zgodovine, zgodb malih in velikih ljudi, kot je sam rekel, in ta drugi del avtorske fotografije, kajti njegov arhiv skriva nepopisno število avtorskih fotografij, ki grejo ven iz tega okvirja novinarske fotografije in sežejo v tako zelo močne, estetsko dovršene, kompozicijsko neverjetne fotografije, ki imajo v sebi ne samo informacijo, ampak veliko pričevalnost, veliko lirike, veliko poezije, bi rekli, kot večkrat rečem, poezije v prozi. In prav ta razstava je nekako vrednotila ta dva aspekta. Recimo ta italijanska kritika, predvsem tržaška in širše tega prostora, ki ga je spoznala nov lik, nov obraz Magajne. Ne pozabimo tudi, to pa moram poudariti, še eno drugo razstavo v Slovenskem etnografskem muzeju, mislim, da 2001. Tam pa so bile predstavljene samo fotografije vezane na poklice oziroma na obrti. Zelo pomembna razstava, tudi prelomna. Trst je spoznal tudi njegove otroke, ko je on, a takrat je bil še živ, ko smo mu organizirali razstavo Barve otroštva v črno-belem, ki jo je sam obiskal, čeprav je bil že tako starejši. To je bila razstava, ki je bila postavljena v tržaški poštni palači, to je v samem centru. Gledalo se je neverjetno število ljudi, ne samo zaradi prehodnosti, ampak tudi prav zaradi tematike. Otroci so bili za Marija zares ena taka, en tak ne samo estetski element, ampak prav en pojem nedolžnosti, kako otroci sprejemajo vojno, kako povojno obdobje, kako rastejo v tem razdvojenem Trstu, tako eno tako ogledalo družbe, neomadeževano ogledalo družbe, tako čisto, ne še skorumpirano, ali tako, in otroci so bili verjetno zares zelo pri srcu, tako da v arhivu imamo ogromno število slik otrok, od kolonij do uličnih iger, do življenja v hiši, na njivi, na vasi.
Naj povem, da razstava, ki je bila v Palacih Gobčević, o kateri sem prej govoril, se je potem par let kasneje selila spet v Jakopičevo galerijo in plus minus 21 let za prvo. In tudi tokrat je Jakopičeva galerija verjetno bila zelo ponosna, da lahko gosti Marija Magajna, ker je tudi tam bila zelo obiskana. Bilo je tudi nekaj spremljevalnih srečanj, kjer so razni poznavatelji, ma ne samo tudi pričevalci, spregovorili o Magajnovi fotografiji, kot zgodovinarji ali tudi drugi novinarji, kolegi. In ta razstava je tudi tako doživela v Ljubljani tako zelo močen odziv, tako v medijih kot v številu pač obiskovalcev. V bistvu Mario Magajna za časa svojega življenja je seveda delal pri Primorskem dnevniku, Primorskemu dnevniku prepustil svoj arhiv, potem pa je prišel do predaje med Primorskim dnevnikom in NŠK oziroma Narodnoštudijsko knjižnico v Trstu, ki še vedno hrani arhiv. Arhiv je tako organiziran ali tako osnovan, da je že Mario Magajna pri svojem delu vse svoje negative, kot tudi drugi fotografi Primorskega dnevnika, dajo v kuverte, take fotografske kuverte, daljše, jih številčil, seveda napisal sicer zdaj dragocenih par informacij, kaj je na filmskem traku. Ne pozabimo, da je on slikal v formatu 6:6, to se pravi, da vsak negativ je imel samo 12 slik in ne 36, kot smo navajeni. In je gor napisal recimo tekma Ponciana Crvena zvezda, spodnji minus ali minus, križ minus, ribiči recimo, ne. In potem si videl, da v tistem negativu boš več manj dobiš te vsebine, ne. Čeprav ne ekskluzivno, vmes dobiš potem še druge stvari. Ampak vsaj tista vodilo je. Narodna študijska knjižnica je v zadnjih letih bila tako uvidevna in tudi zelo strateško dobro razmišljala, da je najprej arhiv, ki šteje okoli 8,000 in čez kuvert za skupno več kot 300,000 negativov, ne. Najprej digitalizirala, ker je bilo ogromno delo. In v zadnjem mesecu smo brali novico, da je zdaj ta arhiv dostopen tudi bralcem oziroma obiskovalcem spleta, in sicer na spletni strani www.fototeka.it. Tam je obrazec in potem lahko obiskovalci spletne strani sežejo si ogledajo arhiv in celo vprašajo za sken kakšne fotografije, ki jih zanima. To je po mojem en ključnih trenutkov za njegov arhiv, tudi za vrednotenje. Za vrednotenje samega Marija Magajna pa moramo počakati tudi na resnejše zgodovinske, umetnozgodovinske in tako etnografske, sociološke raziskave, ki bi njegovo delo tako ovrednotile in ga postavile tudi na pravo mesto v svetovni, govorim prav o svetovni fotografiji, ne samo slovenski ali italijanski. Ker nedvomno opus, ki nam ga je zapustil, ne samo zaradi zgodovinske vrednosti, ampak tudi zaradi estetske, umetnostno-zgodovinske, fotografske, sodi nedvomno v sam vrh evropske fotografije. Ta spomin na Mario Magajna in fotografijo, fotoreportersko fotografijo, ali fotografijo nasploh, bi lahko zaključili z eno tako bolj sodobno mislijo v trenutku, ko je v tej preplavi podob, ne, v socialnih medijih in nasploh podoba izgubila vsako verodostojnost skoraj, da skoraj podvomimo o vsaki stvari, o vsaki podobi.
lahko samo pomislimo na to, da moče se moramo stopiti kakšen korak nazaj in kot rečem svojim študentom, moraš znati gledati. Ne? Moraš ne samo razumeti, kaj je res in kaj ni res, kaj je prav in kaj ni prav, ampak da znaš opazovati, da znaš, da iščeš, da v fotografijah iščeš ene globje, pomene, ene sporočilnosti, da ni vse tako plitvo, da ni fotografija samo fast food podobe, da je fotografija oziroma vsaka podoba lahko nosilce enih zelo pomembnih sporočil in da tudi v današnjem svetu, kljub poplavi teh podob, lahko pomislimo, lahko spet vrednotimo to, kar vidimo, moče z enim bolj kritičnim očesom, moče s tem, da ko nekaj gledamo, se pozanimamo, kaj je za tisto fotografijo, kdo je za tisto fotografijo, koliko je iskren, ker okoli nas, tudi v Sloveniji, predvsem v Sloveniji, imamo zares vrhunske fotografe in fotoreporterje, ki delajo z dušo, ki se kot Mario Magajna zavedajo, da je fotografija močna, da je lahko zares nositeljica globih sporočil. In verjamem tudi tistim fotografom, mlajšim in tudi ne, ki še vedno verujejo, moče malo naivno, ampak ne, da lahko podoba spremeni svet. Če mogoče lahko spremeni gledanje na določeno situacijo. Ogromno fotografov, fotoreporterjev predvsem, ne hrepeni več po novici, po tem, kar je aktualno. Ker kar je aktualno, slikajo z mobitelom in objavljajo drugi. Hrepeni po zgodbah nevidnih ljudi. Ne? In to je po mojem danes zelo pomembna vloga fotografov, da nam podarijo, da nam dajo možnost, da pogledamo svet nevidnih. Tistih, ki so spregledani, ki jih novinarji ne zanimajo. Časopisi se ne bodo zanimali za to. Fotograf se bo lahko zanimal. Fotograf, ki si želi povedati zgodbe. V bistvu skoraj kot Mario. Mario ima srečo, ker je bil takrat preporod novinarstva oziroma časopisja. Danes smo malo v zatonu tega preplave vsakodnevnih novic, ne? Ker vse je lahko novica in tudi nič je lahko novica, ne? Ampak prav te zgodbe spregledanih so zgodbe, ki se nas morajo dotakniti. In v tem vidim jaz to vez med Magajno in sodobno fotografijo. Ne? Potem ključ, kako predstaviti to zgodbo nevidnih, je lahko strogo umetniški, oseben, lahko tudi fotoreporterski, faktografski, ampak važno je, da je za vsem tem na velika etika, iskrenost in velika srčnost pri tem poročanju.